Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji poučni pravljici bomo spoznali učenega škrata, ki sliši na ime Brokolino. A Brokolino ni navaden škrat. Njegova moč se skriva v zdravih jedeh, še posebej v sadju in zelenjavi, ki dajeta moč in zdravje pametnim glavcem. Že majhni, a zdravi obroki hrane lahko prinesejo veliko veselja, moči ter zdravja. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo zgodbi z naslovom Škrat Brokolino ali pametne glave so zdrave. Mami, kaj bo za kosilo? Vpraša Lena. Popečena zelenjava, reče mamica. Prišla je v vrtec po Leno in njenega bratca Jana. Punčka se namršči. Jak zelenjava, za nič je. Pri nas bomo pa danes jedli pomfri in hamburgerje, se pohvali Max. Super, a ne? O, mami, zakaj pa mi nikoli ne jemo tega? Zajavka Jan. Sestrico kmalu sedita za mizo. Pravzaprav sta oba zelo lačna, toda Lena noče poskusiti niti grižljaja. Mami, zakaj nikoli ne spečeš krompirčka? Tečnari Jan. Pri Maksu ga imajo skoraj vsak dan. Ker Lena noče jesti, se kuja tudi on. Ne bo jedel brokolija. Nehajta sitnariti. Pomfri ni zdrav, zelenjava pa je, pojasni mamica. Če bosta tako letečna, sploh ne bom več kuhala. Zazvoni telefon in mamica pohiti v dnevno sobo. Krščen krompirček, kako je jezna, reče Tena Klasek. Leni od presenečenja padejo vilice iz rok. Na njenem krožniku stoji majhen zelen možic in se ji smeji. Kdo pa je to? Zine Jan. Nimam pojma, šepne Lena. Jaz sem Brokolino, zelenjavni škrat, zacvili možicelj. Zgrabi Lenine vilice in 1, 2, 3 iz zelenjave na krožniku sestavi smejoč se obrazek. Zelenjavni škrat? Še nikoli nisem slišala zanje. Ja, malo nas je, pove palček. Če hočeta, vam bom razložil vse, kar morata vedeti o prehrani. Najprej pa poskusite tole okusno zelenjavico. In brž porine osupli Leni v usta košček brokolija. Boljše je, kot sem mislila, prizna punčka. Zdaj poskusi zelenjavo tudi njen bratec. Meni se zdi super. Na hodniku se zaslišijo mamini koraki. Krščen korenček, brž me skrita. Pri mulčkih, ki sem jih obiskal, preden sem zavil k vama, me je mamica zamenjala za zeleno miško in naščuvala name ogromno muco. Zacvili Brokolino. V najino sobo te odneseva, ga pomiri Lena. Tam mu z bratcem razkažeta igrače. Škratu je najbolj všeč železnica. Hotel si nama povedati, zakaj je pomembno jesti zdravo hrano? Ga spomni punčka. Krščen repincelj. Taka hrana vam da moč in obilo zdravja. Saj menda nočeta zboleti, a ne? In gotovo bi bila rada strašno močna, da bi se podila čez klance in si nagajala.
Otroka v smehu prikimata. Predstavljajte si veliko lokomotivo. Tudi ta ne vozi kar sama. Za vožnjo potrebuje gorivo. Nekatere lokomotive potrebujejo elektriko, druge pa nafto, pomodruje Jan. In stare parne lokomotive les in premog, doda še Lena. 300 radičkov, tako je! In tudi vidva potrebujeta gorivo. Pa ne nafte ali polen, saj vendar nista lokomotivi. Zine Škrat. Nisva, ne? Se hihitata bratec in sestrica ter odkimavata. Potrebujeta gorivo za otroke. Se odreže Brokolino. In to tiči v hrani? Zanima Leno. Seveda, pokima možic. V njej je dobro in slabo gorivo za otroke. Najboljše je skrito v sadju, zelenjavi, polnozrnatem kruhu, kosmičih. Veliko moči in veliko vitaminov vama da. Zelo slabo gorivo pa je pomfri, mastenje in brez vitaminov. Podobno je s čokolado in ostalimi sladkarijami. Preveč maščob in sladkorja. Prava mora za zobe. Pa še polenita se in čudno utrujena postaneta. Tudi mami vedno govorijo o vitaminih, pa še nikoli nisem nobenega videla. Se čudi Lena. Saj jih ne moreš videti, čisto majčkeni so. Ampak zelo pomembni. Tako kot lokomotiva, včasih potrebuje motorno olje, tako vidva potrebujeta vitamine in minerale. Ti potem poskrbijo za to, da telo dela tako dobro kot podmazan strojček. Kako pa vitamini pridejo v telo? Zanima Jana. Sveta zajemalka, to vama pa lahko takoj razložim. Sklikne Brokolino, spleza na pisalno mizo in zgrabi najmanjšo Lenino barvico. Predstavljajte si, da Janu grizne jabolko. Zobmi zmelje grižljajo v kašo. To je zelo pomembno. Zobje morajo namreč vsak grižljaj zmleti v tako kašo, da želodček nima preveč dela. Ko Jan kašo požre, zdrsne ta kaša po požiralniku navzdol. Požiralnik je kot nekakšen tunel, ki vodi od ust in grla prav do želodčka. Tam se kaša razreči in razdeli v majcene delčke. Škrat riše in riše. V tankem črevesu, ki kot zvita in zavita cev leži v trebuhu, jemljajo črevesne stene iz kaše vitamine in hranljive snovi. In vse to potem po krvi odpotuje na vse konce in kraje telesa, tja, kjer so te snovi potrebne. Tisto pa, česar naše telo ne potrebuje, se nabere in zgosti na koncu poti v debelem črevesju. In od tam štrbunkne v stranišče? Povpraša Lena. Točno tako, pokima Škrat. No, zdaj veste, kaj se dogaja v trebuhih? Precej zapleteno, vzdihne punčka. Zapletena je piška pečena, ne pa tole. Se hihita zelenček in zleze na polico trgovine, ki sta otroka postavila v svoji sobi. Pomembno je le, da jesta zelo različne stvari. Tako potem vajino telo dobi vse potrebne snovi. Brokolino se zamisli, nato pa tleskne s prsti in mala trgovina zasije v čarobni luči. Lena in Jano strmita. Pazita, zdaj je čas za čarovnijo. Igrali se bomo cirkus. In svetovne zvezde otroške prehrane bodo postavile prehrambno piramido. Škratek pomigne in 2 velika krompirja, 2 vreči polnozrnate moke, prav tako štruca kruha in paket špagetov, pa škatli neoluščenega riža in kosmičev se brž postavijo v ravno vrsto. Vsi ti bodo na dnu piramide, v najširši vrsti. V vsakem obroku jih mora biti največ, saj vsebujejo veliko škroba, ki nam daje moč. Razloži Cvili možek. Zasliši se tiha glasba. Prikotalijo se jabolko, hruška, paprika,
marelice, pomaranče, zelje in zelena solata in splezajo v drugo vrsto piramide. V njih so vitamini in še veliko drugih zdravih snovi. Vsak dan morate pojesti vsaj 5 porcij sadja in zelenjave. Kaj? Toliko? Se začudi Jan. Brokolino prikima. Saj to sploh ni tako težko. Za zajtrk kosmiče z marelicami, v vrtcu eno banano, za kosilo zelje, popoldne pomarančni sok, zvečer pa solato ali jabolko. 1, 2, 3, 4, 5. Imam prav? Lena, ki že zna šteti, pokima. Zdaj pa še mlečni izdelki, reče Brokolino. Prikorakajo lončki jogurta, skute in smetane, pa mleko in okrogel rumen sirček. Vsi tile vsebojajo veliko beljakovin. Potrebujete jih za rast, za mišice, kožo in lase na primer. V mlečnih izdelkih pa je tudi kalcij, ki je pomemben za zdrave zobe in kosti. Vsak dan kozarec mleka, malo masla in sira na kruhu, en jogurt ali skuto, pa bosta zdrava. Prikaže se majhno jajce, se pridruži piramidi in se potoži. Tudi jaz imam veliko beljakovin in vitaminov. Škrat pomaha še enkrat. Spet se zasliši muzika, prikorakajo pa šunka, pršut, riba in klobasa. V mesu in ribah so zelo pomembne stvari. Železo, jod in vitamin B. Enkrat tedensko ribe, pa 2-krat meso, to je dovolj. Razloži zelenjavni škrat. Na vrh piramide spleza majhna steklenica olja. Nanjo se zavihti pisan bonbon. Maščobe in sladkarije. Če se kdaj pa kdaj posladkata, ni nič hudega, ampak res samo včasih, pove Brokolino. Na televiziji so rekli, da so vitamini tudi v bonbonih in v čokoladi, protestira Lena. A to ni res? 300 prašičkov, seveda je res, vendar pa je v vsej tej krami ogromno sladkorja. To zelo škoduje zobem in vitamini vama ne morejo pomagati. V čokoladi pa je veliko maščob. Če pojesta več maščob in sladkorja, kot jih porabita, se zredita. Pa še utrujena in lena sta. Jabolko na primer ne redi, vsebuje pa vitamine in druge zdrave snovi. Nekje zunaj se oglasi mamica. Otroka, na vrtu vaju čaka Max, se gresta igrat? V tem trenutku čarobna svetloba izgine. V sobi tiho in nepremično obstoji piramida. Jan in Lena stečeta na vrt. Brokolina je punčka vtaknila v svoj žep. Otroci se igrajo skrivalnice, avtomobilske dirke, na koncu v peskovniku zgradijo grad. Zdaj sem pa strašno lačen, zine Max. Recita mamici, naj nam da čokolado. Boljšo idejo imam, zacvili glasek iz Leninega žepa. Naredite sadno solato. Punčka se zasmeje. Na škrata je že skoraj pozabila. Ja, vprašajmo mami, če nam lahko prinese sadje, skledo in pribor. Maxu ideja najprej sploh ni všeč. Ko pa ima v rokah otroški nož in lahko na deski razreže celo banano, je kar zadovoljen. Lenina in Janova mamica jim pomaga in zmeša slasten jogurtov preliv. Super je, se odreže Max, ko se vsi sladkajo s sadno solato. Vprašal bo mami, če tudi ona lahko naredi kaj takega. Krasno gorivo za otroke, modruje Jan. Dobro je, pa še moč nam da. Zvečer možic pove otrokoma, da bo moral kmalu proč. Ko zagleda 2 razočarana obrazka, se zasmili. Počakajta malo, reče, za hipec izgine
pa se spet pojavi. Z vami mi je bilo zelo lepo, zato sem vama prinesel darilo. Se namuzne in ima da 2 majhni zeleni igrači in čuden papirnat merilec. Tale zelenček ti je čisto podoben, se razveseli Lena. Ne vem pa, kaj naj merim s tem merilcem? Škrat se zvito nasmeje. To je merilec otroških goriv. Pomagal vam bo šteti. Vsakič, ko boste pojedla porcijo sadja ali zelenjave, potisnite kazalec na lestvici malo više. Zvečer mora biti čisto na vrhu. Tako boste vedela, da delata prav. Hvala, dobra ideja, je navdušen Jan, ki še ne zna šteti. Lena objame svojega plišastega brokolina in žalostno pogleda pravega. Pogrešala te bom. S tabo je bilo res zabavno. Naj jo prideš še kdaj obiskat? Krščen pomfri, seveda pridem. Častna škratja beseda. In ne pozabita, jejta veliko sadja in zelenjave. To delajo vse pametne glave, zato so zdrave. Še spesni mali škrat in se urno prekucne čez okensko polico v večerni mrak. Bova, častna škratja, mu pomaha Jan. In sestrico zlezeta pod odejo. Kako zabavna in hkrati poučna zgodba. Škrat Brokolino nas je naučil, da zdrava hrana ni koristna le za moč in rast, temveč tudi za dobro voljo ter bistre misli. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni poučni pravljici z naslovom Novice z vlaka Trebušaka. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in ne pozabite, zdravje je naše največje bogastvo. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi Lene in Jana, ter pa seveda učenega Škrata Brokolina. Čau, čau! Bravo, odlična razlaga.